Tokrat bi lahko začel s tem, da si bolj primernega avtomobila za dobro situiranega upokojenca ne znam predstavljati. Pa ne bom, ker se pri Mercedes-Benzu že dlje časa trudijo svoje avtomobile narediti zanimive tudi mlajšim in ker sem prepričan, da je na tem Mercedesu B ogromno stvari, ki bodo privabljale mlade. Pa tudi ogromno stvari, ki bodo privabljale starejše. Ampak najprej so na vrsti mladi. Tudi tisti, ki postavljate zanimiv izgled na prvo mesto, tukaj ne bi smeli vihati nosov. B je namreč lahko obut v takšne agresivne 18-ke, ima lahko zatemnjena stekla in takšno športno podvozje. In potem izgleda povsem mladostniško. Če imate družino, boste cenili, da je prtljažnik ogromen in bo pogoltnil res veliko. Voziček, plenice, 3 torbe, pa še kaj. Isofix je lahkoten za preterjevanje sedeža, velika stekla pa pomenijo, da je preglednost in svetlost dobra. Zato otroci ne bodo sitnarili, ampak z veseljem opazovali okolico. Prav tako ne bodo sitni zaradi pretresanja. B namreč kot pravi Mercedes prav lepo požira neravnine in je prijetno tih. Se pa odličnost podvozja pokaže takrat, ko si zaželite nekoliko hitrejše vožnje. Takrat je avtomobil zelo uravnotežen in predvidljiv, zato se boste, brez družine seveda, lahko zapeljali precej hitro. Kolikor bo seveda omogočil 1,8 litrski dizelski motor, ki je lepo prožen in s 5,5 litri varčen, ne pa zelo športen. Sedaj ste na vrsti starejši. Vi boste cenili eleganten dizajn. Če odštejem tako velika platišča in par drugih malenkosti, je B lahko zelo eleganten. Cenili boste tudi nekoliko višji položaj sedenja, zaradi katerega boste lažje videli ven, pa tudi verjetno s svojim ne najbolj prožnim hrbtom lažje vstopali in izstopali. Kaj pa bo motilo starejše in mlajše? To, da ročna zavora ne popusti sama, ampak jo je treba spustiti na roke, pa to, da opozorilnik pretrčenja deluje z manjšim zamikom in vas opozori šele takrat, ko že zdavnaj zmanjšate hitrost, verjetno pa tudi ta simbol kavice, ki nakazuje, da ste potrebni počitka. Ta nikoli ne izgine, tudi če z očmi utripate kot kakšna slaba žarnica ali če nosite očala. Skratka, zamer ni veliko. Tak B stane 30 tisoč evrov, kar seveda ni malo. Ga pa lahko dobite ceneje. Z enakim motorjem že za 23 tisoč evrov pa bi sam večino dodatkov, ki jih ima ta testni avtomobil, brez težav pogrešal. Praktično vse razen ksenovskih žarometov. No in če to vzamemo v obzir, je potem cena že povsem sprejemljiva.